Zdaj pa poglejmo v Afriko, natančneje v najmlajšo državo na svetu, Južni Sudan. Tam živi kar 64 plemen, slikovito pokrajino pa naseljujejo številne divje živali. Čeprav je država bogata z naravnimi surovinami, polovica ljudi živi v revščini in le približno tretjina otrok obiskuje osnovne šole. Od sredine decembra tam divjajo tudi oboroženi spopadi. Umrlo je že najmanj 1000 ljudi, skoraj 200 000 pa jih je zapustilo domove. Poglejmo, kaj je razlog za spopade. Podrobno pod lupo. Južni Sudan je država v Srednji Afriki, v kateri živi veliko zelo različnih plemen, na primer Nueri in Dinke. Govorijo različne jezike, imajo različna verovanja in navade, zato se pogosto prepirajo in spopadajo. Tudi južnosudanski politiki so iz različnih plemen. Tako se na primer ne razumejo zagovorniki južnosudanskega predsednika Kira, ki je iz plemena Dinka, in njegovi nasprotniki, ki menijo, da predsednik vlada samovoljno in pri tem ne upošteva volje drugih. Sredi decembra je prepir prerasel v državljansko vojno, to je vojna, ki poteka med državljani iste države. Poleg tega se Južni Sudanci ne razumejo s sosednjo državo, Sudanom. Še pred 3 leti so živeli v isti državi, a zaradi prepirov in spopadov si je večina Južnih Sudancev želela neodvisno državo in svojo vlado. Zato se je Sudan leta 2011 razdelil na 2 dela. Z delitvijo države pa se spori med Sudanom in Južnim Sudanom niso končali. Še vedno so si navzkriž, predvsem zaradi mejne črte, ki poteka po območjih bogatih z nafto. Obe državi želita služiti z nafto in jo imeti zase, zato se ne moreta dogovoriti, čigava je. Torej v Južnem Sudanu so nemiri zaradi nesoglasij med različnimi plemeni in sporov s sosednjo državo zaradi nafte.